Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zamejski studio. Tokrat smo se odpravili na teren, natančneje v Gornji Senik, kjer gostimo predsednico Zveze Slovencev na Madžarskem, gospo Andrejo Kovač. Gospa Andreja Kovač, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Že nedavno nazaj ste se odločili, da se boste del svoje kariere posvetili tudi Slovencem, ki živijo na Madžarskem. To svojo odločitev ste nedavno podkrepili tudi z novo funkcijo, ki ste jo nastopili, torej s funkcijo predsednice Zveze Slovencev na Madžarskem. Tako, lahko rečemo, da dejansko od kdaj delam na tem področju. Nekaj časa, 7 let sem delala na nacionalni televiziji in sicer kot urednica slovenskih utrinkov. Takrat, ko sem imela že otroke, šoloobvezna, sem se odločila, da ne bom morala hoditi več v Sombotej dnevno, tako da ostanem v Monoštru. In po tistem je prišlo eno obdobje, ko sem 16 let opravljala funkcijo oziroma delo korespondentke na generalnem konzulatu v Monoštru. In pred 4 leti pa dejansko sem se posvetila samo razvojnej agenciji. To pa zaradi tega, ker razvojna agencija je do tistega časa že toliko pridobila, da ni več bil to nek posel, katerega lahko kar tak delaš nekaj ur, ampak to je pa bil že posel, kateri je rabil enega človeka. Seveda delali smo na projektih in zdaj pa nov izziv in nova pozicija. Naši rojaki tukaj na Madžarskem so vaše imenovanje sicer toplo pozdravili. Morebiti, kje dajete glavne poudarke in kaj lahko pričakujemo od vašega dela? Ja, težko bi zdaj karkoli rekla, da kaj bomo dosegli, ne. Jaz sem mnenja, da moramo počakati, oziroma boljše je govoriti o tem, ko imamo že rezultate. Vseeno je pa treba vedeti, da sem prevzela eno organizacijo, ki že 29 let dela na tem področju in ima velike rezultate. Zdaj, to je velik izziv, oziroma da tudi zadostuješ tistim zahtevam, katere so ti postavili drugi in katere si postavila sama, oziroma katere sem si jaz postavila. Zdaj, zveza kot taka je njena osnovna dejavnost usmerjena v kulturo, kultura in ohranitev jezika, kulturno življenje, kulturne skupine. Jaz menim, da tukaj sem prevzela en izredno dober kolektiv. Kolektiv, ki ve, kako delati, ki ima redne stike s temi skupinami in kar se tiče tega, ne bom imela težko nalogo, ker oni bodo to delo po mojem še naprej opravljali tako, kot so jo dotlej, Seveda so pa novi izzivi, zaradi tega, ker marsikaj se moram naučiti, oziroma nisem jaz bila natoliko vpletena v politično življenje, ker vseeno gospodarska oziroma razvojna agencija je delala bolj na gospodarskem področju, To je pa že nekaj drugega. Tako da tukaj sem srečna, da imam zdaj zaenkrat še pomoč v osebi našega podpredsednika, bivšega predsednika, ki bo vsaj 2 leti meni na pomoč, da tudi jaz dejansko se malo bolj utečem v ta tok, se naučim, kaj je treba, kako je treba dejansko delati. Seveda osnovna naloga je pa, da zastopaš interese slovenske narodne skupnosti tukaj v Porabju. Treba je pa tudi vedeti, da nismo sami. Da Slovenci na Madžarskem imamo 2 krovni organizaciji, da je tukaj državna slovenska samouprava, da imamo tudi eno zagovornico v madžarskem parlamentu. In mora biti osnova za nas, da sodelujemo. Da naš voz dejansko vlečemo res v eno smer, in ker tako bomo lahko uspešni na področju, na katerem delamo. In s skupnim nastopom pa po mojem ogromno lahko naredimo za našo skupnost. Omenili ste že eno od področij, s katerimi se ukvarja Zveza Slovencev na Madžarskem, to je ohranjanje kulture in tudi slovenske identitete nasploh. Morebiti verjetno obstajajo tudi druga delovna področja, verjetno se zveza ukvarja tudi z projekti in z drugimi dejavnostmi. Treba je vedeti, da razvojno agencijo je ustanovila Zveza Slovencev na Madžarskem. Prav z namenom,
da prispeva k gospodarskemu razvoju. Torej, dejansko tudi dotlej sem delala pod okriljem zveze, ampak sem pa vodila to projektno delo, ne. In seveda to projektno delo bo se nadaljevalo tudi v bodoče. Bomo pa malo tudi delo Zveze Slovencev usmerjali tako, da na določenih področjih pa bomo sami kot organizacija tudi šli v projekte in s pomočjo projektov poskušali narediti nekaj dobrega za skupnost ali pa za katerokoli področje, ne, ki je potrebno za našo skupnost. Tukaj v Porabju na Madžarskem med starejšimi generacijami še ta slovenska zavest in identiteta še kar živita. Pa če pogledamo nekako potem tudi na tretjo ali četrto generacijo Slovencev, ki morebiti razen preko sorodnikov nimajo več toliko stika z izvorno domovino, torej Slovenijo. Ali menite, da je mogoče tudi te mlade pridobiti še za slovenstvo in za občutek pripadnosti Slovenije? Jaz bi tukaj malce drugače rekla. Tukaj ni tretja in četrta generacija. Zakaj ne? Zaradi tega, ker ta skupnost živi tukaj že 1000 let. Dejansko mi smo res do Trianona bili sestavni del Prekmurja, ne, z dnevnimi stikami. Ampak ni to, da bi se Slovenci preselili sem. Ti Slovenci so živeli vedno tukaj. So živeli tukaj v najhujših časih. Oni so prenesli vse in njihova trma in vztrajnost je pripeljala do tega, da so ohranili svoj jezik in svojo identiteto. In to, da se je zdaj malo spremenilo, oziroma ne bi rekla, tudi mladi, ki ne govorijo na toliko slovensko, tudi oni so Slovenci, se zavedajo za Slovenca. Problem je tam, da pa kot za Slovence v Sloveniji, tudi za nas je značilna ena lastnost in to, da se mi vedno prilagodimo, ne. In dokler smo imeli tukaj železno zaveso, smo bili med sabo, smo se pogovarjali v našem narečju. Ampak globalizacija je prinesla to, da v našo pokrajino so prihajali tudi Madžari, tudi drugi, oziroma Nemci, Avstrijci in ljudi iz drugega porekla, druge narodnosti. In kaj se je zgodilo? Smo prešli na madžarski jezik. Zaradi tega, ker je malo več Madžarov tukaj, seveda, da tudi naj oni razumejo, o čem se gre pogovor, da naj ne govorijo, oziroma ne mislijo o tem, da se govori o njih, in smo enostavno prešaltali na madžarščino. Problem je tukaj, ampak kako to zaustaviti in če se da zaustaviti? Po mojem ja. Zaradi tega, ker tudi zdaj mogoče obstaja ena generacija, ki ne govori na toliko našo narečje. Ampak slovenščin knjižni jezik ni tuj za njih. Oni se sporazumejo, mogoče malo težje komunicirajo, ampak tukaj ne bi rekla, da bi bili mi že po zadnjem trenutku. Ne, je še izhod iz tega položaja in dejansko mogoče bodo imeli več naloge babice in tiste mamice, tetice, dedki, strici, ki malo bolj govorijo, da svoje vnuke, kaj jaz vem, sorodnike, mlade, malo upeljamo ponovno v smer našega narečja, oziroma da se to bo malo bolj govorilo tukaj v Porabju. Ampak jaz sem mnenja, da dokler jaz mlade ljudi, o katerem sploh nisem vedela, da ve slovensko, in ga vidim in ga slišim, da se trudi in poskuša kar uro dni se pogovarjati z enim Slovencem, do tistega časa se nam ni treba bati, ker oni imajo to v svoji krvi. Naša naloga je pa to, da to nekako prinesemo iz njega, da se izgovori in začne govoriti. Kar nekaj besed sva torej že namenila življenju človeka, kakršnega lahko ta občuti, če je pripaden na eni strani manjšini in pa živi tudi ob meji. Morebiti, če tako na generalni ravni pogledate, kako bi lahko dejansko opisali položaj slovenske manjšine na Madžarskem? Jaz sem mnenja, da
Naši predniki so ogromno prenesli in so ohranili svojo identiteto in jezik, poleg političnih vplivov, ne. In kaj je značilno zdaj za našo slovensko narodno skupnost tukaj? Na Madžarskem vedno rečejo, da smo vzgled za vse druge narodne skupnosti. Zakaj? Zaradi tega, ker naša narodna skupnost je bila tista, katera je dala lastno iniciativo in z lastnimi idejami, projekti smo začeli razvijati svojo pokrajino. Ni bilo to, da samo jamraš, da samo prosiš, ampak delaš sama, tudi kot skupnost, ne, za razvoj svoje pokrajine. In po mojem, to, da smo se tega zavedli, in ne samo zavedli, ampak tudi delali na tem, je dokaz, da je ta skupnost aktivna in ne samo aktivna, izredno uspešna tudi. In po mojem bo ostala tudi v bodoče. Sedaj so tudi nekoliko besed namenili, se pravi, odnosu madžarske države do manjšine, živeče tukaj na Madžarskem. Kakšen pa je po vašem mnenju odnos slovenske države, se pravi matične domovine, do slovenske manjšine tukaj na Madžarskem? Do leta 90, ne, ko je bila ustanovljena naša prva krovna organizacija, dejansko nismo imeli tukaj ne nobene organizacije, ne nobene podpore in tega se je začelo tam to se je začelo v 90-ih letih. Če takrat Slovenija nas ne bi podprla, ne bi rekla, da bi danes imeli take rezultate tukaj v Sloveniji, ker Madžarska je imela takrat še drugačen odnos do narodne skupnosti. Zdaj pa moramo priznati, da v zadnjih letih je Madžarska ogromno dala narodnostim na Madžarskem. Ne gre tukaj za denar. Tukaj gre za to, da naše šole normalno lahko delujejo, da nimamo probleme, kar se tiče financiranja, kar se tiče dati plače profesorjev, da normalno lahko, saj učitelj lahko dela takrat, če ima zagotovljeno tudi neko, ve, da bo dobil plačo, ne. In zdaj je to zagotovljeno, normalno lahko delajo, normalno se lahko dela tudi na področju medijev, Radio Monošter, tudi časopis Porabje je delno financiran iz Madžarske, ne, in tudi pri razvoju, kar se tiče obnov šol, cerkev, Kuharjeve spominske hiše, tukaj je Madžarska zdaj res pokazala, da ima primeren odnos do narodnosti, ki živijo na njenem ozemlju. Obstaja pa tudi en program, od katerega ogromno pričakujemo, to je razvojni program slovenskega Porabja, katerega naj bi sfinancirala Madžarska. Vseeno je pa treba vedeti, da prav razvojna agencija je bila tista, katera je s pomočjo evropskih projektov pritegnila v Porabje približno $500 000 samo iz evropskih programov. Ampak do tega ne bi prišlo brez finančne pomoči Slovenije. Vsi vemo, delati na projektu pomeni to, da v času projekta imaš ti zagotovljeno plačo, ne? Ampak ko ni projektov, ker ni razpisov, tudi takrat moraš delati. Takrat se delajo načrti, projekti in tisto delo je treba plačati. In to nam je zagotovil Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Jaz sem mnenja, da obe državi, Slovenija od začetka, od 90-ih letih, je ogromno prispevala k temu, da danes lahko govorimo o tem, da se sama pokrajina razvija, da se jezik in kultura ohranja tukaj. Republika Madžarska pa v zadnjih 6 letih je dokazala, da je možen drug dostop, odnos do narodnosti in rezultati so pa zdaj že vidni za vsakega. Nekoliko oziroma kar nekaj besed smo bežno že namenili kulturi in ta je dejansko tista, ki nas povezuje, tako tiste, ki živite tukaj na Madžarskem, kot tudi tiste, ki živimo nekako v matični domovini. Se pravi, kultura je vedno tista, ki nas je povezovala in ta kultura v vaših društvih, med vašimi ljudmi, se pravi, slovenska kultura zelo dobro živi.
Ja, in tukaj moramo biti ponosni in se moramo zahvaliti tistim članom, ki aktivno sodelujejo v teh skupinah. Jaz sem mnenja, da je zveza izredno uspešna, zaradi tega, ker je pritegnila ogromno mladih. Saj mlade je najtežje nagovoriti, da grejo v kakšno kulturno skupino, da sodelujejo. Nekoč je bilo to drugače, ne. Ti si prav s pomočjo teh kulturnih skupin lahko prišel, kaj jaz vem, v Slovenijo, v Avstrijo, na Koroško ali pa v Italijo, ne. Danes živimo drug svet. Kdajkoli lahko prideš ti v te države. In seveda delati v skupini pa tudi pomeni, da ti ogromno časa nameniš temu, da hodiš na vaje, na nastope in seveda to poteka volonterno, ne. Ampak vseeno mladi so za to in so člani in so aktivni in so uspešni in po mojem na tem področju bomo morali delati naprej. Sedaj pa imamo še eno otroško skupino tudi in mogoče prav to bo nam tudi prispevalo k znanju, k boljšemu znanju slovenskega jezika, ker otroci, oni imajo krožek za petje. Vodi jih ena gospodična iz Slovenije, ki izrazito lepo poje in govori slovenski jezik. In seveda tudi jaz, ko sem bila mlada, sem hotela lepo peti, ne, ampak če nimaš glasa, ne moreš peti. Tukaj so se pa zbrali otroci, ki imajo glasa in oni se prav na tem krožku oziroma v okviru te skupine učijo peti, kako je treba peti in prav ta vikend, ko bo porabsko srečanje, bodo tudi prvič nastopali. In ker gospodična govori samo slovensko, po mojem tudi na področju znanja slovenskega jezika se bodo okrepili in dejansko mi lahko rečemo, da smo dobili dve muhi na en mah, ker smo dobili otroci, ki vejo peti in seveda tudi, ki se bolj sporazumejo tudi v svojem materinem jeziku. No, skozi tale najin pogovor so se nekako sprehodili skozi življenje Slovencev na Madžarskem, nekako so tudi skušali orisati trenutno stanje na tem področju, pa mora biti čisto na koncu, če se ozreva osebno na vas, seveda je težko govoriti o vseh pričakovanjih, pa vseeno, kateri so tisti vaši osebni izzivi, ki jih mogoče pri svojem delu z Slovenci na Madžarskem želite doseči in nekako tudi preseči? Jaz sem mnenja, da je najbolj pomembno, da se naša skupnost tukaj ohrani. Kako to doseči? Kaj je treba narediti? Tukaj seveda obstajajo razne strategije, katerega se bomo mi tudi držali, ne. Ampak to, da se pa ohrani sama skupnost, v veliki meri je odvisno to tudi od same regije, od same lokacije, kjer živimo. Ena razvita pokrajina bo obdržala ljudi, bo obdržala tudi mlade, ki bodo videli tukaj svojo perspektivo, ki bodo ostali tukaj, ki bodo tukaj imeli svojo družino in dejansko ostali aktivni člani naše skupnosti. Tako da vsekakor bomo morali delati na tem, da obdržati mlade tukaj v naši okolici, da zagotoviti za njih neko primerno perspektivo, eksistenco. Seveda k temu prispada tudi to, da mogoče pridobimo kakšnega slovenskega podjetnika, na primer v Monošter, v industrijsko cono ali pa sem v Porabje nekam. Takrat bomo tudi naredili en velik korak. In to pa ta korak bo prispeval tudi k znanju slovenskega jezika. Saj se bo prvič pojavilo to, da ko bo šel na intervju, ne bodo ga vprašali, da you speak English ali pa sprechen Sie Deutsch, ampak nekdo da ga vprašal, da govorite slovensko, da bo tudi jezik že kot ekonomski faktor nastopal. Moja naloga pa je, da zastopam interese naše skupnosti in to na vseh ravnih. Jaz sem mnenja, da moramo doseči to, da se bo govorilo o naši skupnosti, o naših rezultatih
Ne o tem, da se kregamo, ker se ne bomo kregali. Mi bomo sodelovali z drugo organizacijo, tudi našo zagovornico, skupaj zastopali interese naše skupnosti in poskušali narediti največ za pokrajino in za same ljudi, ki živijo tukaj. Spoštovana predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem, hvala torej za tale vaš oris, za prijeten pogovor in tudi za to, da ste si vzeli čas za nas in za naše gledalce. Pri vašem delu pa vam želimo seveda obilo uspehov in vse dobro. Hvala lepa. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, tudi vam hvala za vašo pozornost. Toliko iz tokratne oddaje Zamejski studio in nasvidenje.